Predstava Vsem Slovencem, ki jo je režirala Majda Samsa, v ospredje postavlja odnos slovenskega naroda do kulture. In tukaj smo izbrali udarne tekste naših stritarja Levstika, Trubarja in Javorška, pa tudi na koncu Cankarja, ki ima letos obletnico. Tako da je bila ta nota mesto kulture v slovenskem prostoru tista, ki je narekovala vsebino. Poleg kulturnega društva so sodelovali tudi učenci tamkajšnje osnovne šole in glasbene šole Ribnica. Menim, da so otroci, da imajo pogosto dosti večji potencial, kot se ga zavedamo. In s tem, da dopuščamo, da po svoje sprejemajo neko poezijo, kot je Prešernova poezija, posebna poezija, zahtevna poezija, menim, da je prav, da jo spoznavajo, da jo interpretirajo in da jo poznajo. Inštrumentalni del so izvajale učenke, ki so bile na regijskem tekmovanju in 3 od njih so prejele zlato plaketo, tako da bodo nadaljevale na državnem tekmovanju. Pevski del pa seveda naši solopevci, ki se izvrstno predstavljajo na vsaki prireditvi. Občina Velike Lašče je sicer znana po številnih pomembnih kulturnikih, zato si želijo zavarovati njihovo kulturno zapuščino in jo ohranjati za prihodnje rodove. A na državni ravni posluha za to ni, poudarja tamkajšnji župan. Poskušali smo, da bi Trubare domačija in pa Trubare zaščitili kot osnovno dediščino. In prav v tem tednu, ko ironija v kulturnem, ko praznujemo kulturni praznik, smo zopet Ministrstvo za kulturo dobili negativno, da tudi kot osnovno dediščino Trubarevo delo ni mogoče zaščititi. Nič se ne bo spremenilo, dokler ljudje, ki so na državni ravni odgovorni za kulturo, ne bodo začeli ceniti pomena slovenskega jezika in kulture, še dodaja župan.